Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V literarni matineji danes gostimo pesnico in pisateljico Lidijo Dimkovsko ter pesnika Jovico Ivanovskega. Pred mikrofon sem jo povabila Tina Kozin, govorili pa bomo seveda o poeziji. Kalinka na dlanka. Зората ги преви раните на ногте. Утрото падна од боровите. Nekako šišarka, Tako je Jovica Ivanovski, eden najbolj prepoznavnih sodobnih makedonskih pesnikov, ob svojem gostovanju v Ljubljani, posebej za oddajo Literarna matineja, odrecitiral svojo pesem Dinar na balkanskem pločniku. Jovica Ivanovski se je rodil leta 1961 v Skopju v Makedoniji. Njegov opus trenutno obsega 15 knjig poezije, piše scenarije za televizijske oddaje in kolumne ter besedila o glasbi. Svojo poezijo redno objavlja v makedonskih in mednarodnih literarnih revijah, z njo pa je zastopan tudi v več makedonskih antologijah. V slovenščini lahko beremo knjigo njegove izbrane poezije z naslovom Ostanite še malo, ki je v prevodu Aleša Mustarja leta 2020 izšla pri Literarno-umetniškem društvu Literatura. Jovica Ivanovski je med prvimi v makedonski poeziji začel pisati narativno in urbano poezijo. Po besedah Aleša Mustarja sta mesto in življenje v njem pri Ivanovskem z vsemi izzivi, privlačnostmi, abotnostmi in pomanjkljivostmi, kot pri redko katerem pesniku prinašala verze, ki so zveneli sveže, kot grafiti ali aforizmi. Svojo poezijo naj bi vplival na mlajše pesnike in pesnice, ki so se v poeziji usmerili v urbano vsakdanje življenje, v družbeno angažiranost, kritično držo in poetizacijo življenja malega človeka v sodobni, lokalni in globalni družbi. Lucidnost, humor, karikiranje, ironija in samoironija so že od samih začetkov značilni za poezijo Jovice Ivanovskega. Kot bomo lahko slišali iz pogovora v nadaljevanju, so zaraščeni z njim samim. Ostanita še malo. Kaj že gresta? Ostanita še malo. Ali ne vidita, da tako ali tako ves čas spiva? Užaljena bova, če gresta tako zgodaj. Ali niste opazila, da so jo vsi popihali, ko so vaju zagledali pri vratih? Če vaju moti tobačni dim, bova odprla okno in vaju vrgla skozenj ali prižgala sveče na vajinih. Kaj pa bosta počela doma tako zgodaj, saj nimata otrok ali psa, postrezita si s to prečudovito pasjo hrano in vsem, kar ni za stran. Počutite se kot v svoji hiši. Seveda vama je na razpolago tudi kopalnica. Vstopita in se sprostita pod tušem kot Judje v Auschwitzu. Kakšen taksi! Ni govora. Tako ali tako se že da ni. Ko greva v službo, bova vajini trupli spotoma dala v najin udobni prtljažnik. Gospod Ivanovski, v uvodu smo poslušali vaše branje pesmi iz vaše zadnje knjige, ki v slovenščino še ni prevedena. No, tokrat sicer niste prvič v Sloveniji. Tu ste že nastopili leta 2004 na festivalu Dnevi poezije in vina v Medani, ter nato še leta 2016 na festivalu Vilenica. Kako dobro pa poznate slovensko poezijo in literaturo sploh? Da, to je iz moje knjige, koja je otprilike pola godine, koja je izašla, zove se Dinar na Balkan trotoar. Res je, to je pesem iz knjige, ki je išla pred približno pol leta. Njen naslov je Dinar na balkanskem pločniku. Dinar je najmanjša denarna enota v naši državi. Želel sem torej povedati, da gre za nekaj, kar je zelo poceni.
govorim pa o sebi. Gre za nekaj, kar nima vrednosti, kar leži na umazanem pločniku in k čemur se ne bi nihče sklonil. Drži, nastopal sem v Medani in na festivalu Vilenica, a vmes sem še nekajkrat gostoval v Sloveniji. Gostoval sem na Filozofski fakulteti, na oddelku za slavistiko učencem makedonske književnosti, nekajkrat sem nastopal tudi v Kranju. Prvi slovenski pesniki, ki sem jih bral v makedonskem prevodu in so mi bili všeč, so bili Tomaž Šalamun, Aleš Debeljak, Josip Posti. Bral sem jih v prevodu mojega dobrega prijatelja, žal že pokojnega pesnika in prevajalca Igorja Isakovskega. Pozneje sem jih spoznal še veliko, na primer Iztoka Osojnika, s katerim sva zdaj prijatelja, Aleša Mustarja, ki prevaja moje pesmi in s katerim imava podobno senzibilnost in čigar poezija mi je zelo všeč. Zadnjih 7-8 let ne spremljam preveč slovenske poezije, pa tudi makedonske ne. Zdaj nenehno odkrivam kakšne nore pesnike, ki so mrtvi že pol stoletja ali 70-80 let, ki pa me povsem prevzamejo. V Makedoniji se nas pozna kakšnih 5, 6, 7, 8 ali 10, se pa ves čas pojavljajo novi, mladi avtorji, a nihče od njih me ne nokautira. Več je pesnikov kot bralcev. Pojavljuje se uvek novi neki mladi, ali niko da me nešto nokautira ili da me... Ima više pesnika nego čitavac. Ob prvem nastopu v Sloveniji ste bili avtor 3 knjig poezije. V teh 20 letih, ki so minila od takrat, ste pa krepko razširili svoj opus. Kako danes sami gledate na svojo pesniško pot? In še to, ali ste začeli pisati že v mladih letih ali je to prišlo pozneje? Kasnije je došlo. Ja sam bio u nekom rock and roll bandu početom 80-ih, onda sam koji je pisao tekst za sreću na... Prišlo je pozneje. V začetku 80-ih sem bil član nekega rock and roll benda. Tisti, ki je pisal besedila, nas je na srečo zapustil in tako sem jaz prevzel to dolžnost, odgovornost. Tako se je vse skupaj začelo. Potem sem začel veliko brati. Sem pesnik samouk in prvo knjigo sem objavil pri 32 letih. Moj opus se je torej začel povsem naključno in mislim, da se bo zaključil nenadoma. Ne vem, kaj bi rekel, rad bi verjel, da sem, če nič drugega, uspel zgraditi prepoznavni stil, kajti stil je najpomembnejši od vsega. Zadnja leta veliko pišem in ne vem, upam samo, da se ne ponavljam. Zagotovo se na neki način ponavljam, a ne želim si, da bi to postal nekakšen bla bla bla, nekaj dolgočasnega in že videnega. Sicer pa se vsak ponavlja, tako ali drugače. Da se dosadno i već viđeno. A svako se ponavlja ovako ili onako. Pogreb. V vežici je tako utesnjeno in zadušljivo, da je še mrlič prebledel. Pop že pol ure poje. Poje, bere in recitira. In če bo tako nadaljeval samo še malo, bo treba izkopati še kakšno jamo. Lepo je pel tale naš pop, pravi neka ženica. Lepo, lepo, ji odgovarja druga. Vsak od mrličevih bližnjih drži po eno prižgano svečo. Iskrena molitev mu bo osvetlila pot do Boga. Pregrehe so večkrat odpuščene. Telo se bo kmalu izmuznilo skozi vrata večnosti, duša pa je živa in morda prebiva med nami, morda neslišno kiha v oblakih kadila. Potem 2 levi in 2 desni roki, mrtvaški voz, pokrov, križ, cvetje, venci in spet pop. Mladi vaški posebnež z bradico, ki izgovori zadnjo besedo, ko grobari improvizirajo primitiven škripec. Potem živi vržejo pest grude, da mu bo lahka zemlja, in pop zlije malo rdečega vina, da mu bo... Potem so spet na vrsti grobarji. Takrat dvignejo toliko prahu, da se vsi preplavšeno brezglavo razbežijo od groba, kot bi videli mrliča.
Gospod Ivanovski, vaša poezija vključuje humor, karikiranje, samoironijo. Ti elementi so v slovenski poeziji še vedno precej redki. Kaj pa v makedonski? Ne znam, mislim da nema toga puno. Nažalost. Da su svi sebe svačaju. Ne vem, mislim, da tega žal ni veliko. Vsi razumejo sebe in svoje življenje preveč resno. Jaz se rad norčujem iz vsega, najprej iz sebe, potem še iz vsega drugega. S tem humorjem povem tako ali drugačno resnico, tisto, kar mislim. Zato mi je med pisatelji všeč Louis Ferdinand Céline. On tako piše: zadnje čase intenzivno berem Sergeja Dovlatova, na glas se smejem tako duhovitje, hkrati pa pove resnico vse o tistem času in o Sovjetski zvezi. Zato ga v Sovjetski zvezi za časa njegovega življenja tudi niso objavljali. Kaže istinu o to vreme, o tom Sovjetskom savezu, sve. Zato ga nisu objavljivali v Sovjetskom savezu dok je bio živ. Lidija Dimkovska, ste dobra poznavalka poezije Jovice Ivanovskega in makedonske književnosti. Sploh pa me zanima, kako bi vi opisali položaj, ki ga ima v sodobni makedonski književnosti in kako doživljate omenjeno značilnost njegove poezije. Jaz lahko rečem, da sem bila navdušena, ko sem v bistvu spoznala poezijo Jovice Ivanovskega. Točno se spomnim tega trenutka. Bila sem v eni knjigarni v Skopju in sem naletela na eno majhno knjižico, sploh avtor mi ni bil poznan, bila sem zelo mlada in sem začela brati in sem prebrala celo knjigo do konca. Prodajalka je nekajkrat prišla in je rekla: ste v redu, a nekaj pomagam. Jaz sem brala in nisem mogla verjeti, da kaj takega obstaja v makedonski poeziji. Zaradi tega, ker v makedonski poeziji veliko časa, pa tudi dan danes v bistvu je zelo prisotna neka metaforična linija poezije, kratka lirika, abstraktna, pač zelo resna, bi rekla. In ta poetika se nekako nadaljuje, če tudi seveda zdaj se javljajo tudi mlajši avtori, ki režejo to poetiko, ki vnašajo vsak dan v poezijo in tako naprej. Ampak takrat, ko sem jaz odkrila Jovica Ivanovskega, ni bilo drugih takšnih pesnikov v Makedoniji. In to, da dan danes jaz v bistvu še spet odkrivam njegovo poezijo, ko jo berem. Zame je vsaka njegova knjiga dejansko odkritje. In dejansko on piše o stvarih, o katerih nihče drug si ne upa pisati. Ravno zaradi tega, ker misli, da mogoče niso tako pomembne ali resne. Ravno zaradi tega, ker on uporablja en takšen črni humor in ima v svoji poeziji zelo groteskne stvari, satirične, seveda je veliko tudi paradoksov, ampak ravno iz njih se rojeva dobra poezija, ne? Pa tudi kontradiktornosti, ki jih ima. Torej, ena poezija, ki v bistvu govori o našem življenju, zelo lokalnem, zelo urbanem, ampak hkrati tudi zelo univerzalnem. Ne vem, takšen pesnik je bil Bukovski, zaradi tega ga vsaka nova generacija spet odkriva in ga ima rada in se uči od njega. Ne? Jaz mislim, da Jovica Ivanovski v tem pogledu v bistvu je vplival na veliko pesnikov, ki so našli to urbano, narativno črto v svoji poeziji. Seveda, na druge pač ni vplival, ampak on, lahko rečem, je ena pesniška legenda v Makedoniji. Pač, ne vem, vsak, ki posluša poezijo Jovica Ivanovskega, mu je ali zelo všeč, ali mu sploh ni všeč. Ne? To pa že govori o vrednoti nekega pesnika. Tako da jaz mislim, da Jovica Ivanovski ima eno posebno mesto v makedonski poeziji. On je na nek način pesniška zvezda, ki jo vsi poznajo, na drug način pa v bistvu se izmika nekako akademskim branjem, ne obravnavajo ga ravno na fakultetih, če tudi je škoda, jaz mislim, da bi ga mladi ljudje morali v bistvu obravnavati, pa še v srednjih šolah, ampak tako v bistvu on je zgradil neko svoje občinstvo med ljudstvom. On je pesnik, ki ga lahko posluša, ne vem, tako delavec, kot tudi, ne vem, akademik in jaz mislim, da je v temu njegova večna vrednost, ki jo bo imel v makedonski poeziji. Jovica Ivanovski, Lidija Dimkovska je povedala, kako popularni ste kot pesnik v Makedoniji. To sem tudi sama zasledila v člankih o vaših delih.
Kaj pravzaprav pomeni biti priljubljen pesnik v Makedoniji? Kako priljubljena je poezija med makedonskimi bralci? In morda še to, v kakšnih nakladah izhajajo in se prodajajo knjige poezije v Makedoniji? Ovako, mislim, Lidija je malo preterala. Ja već 7 godina nisam na društvenim, na nijednu... Torej, Lidija je malo pretiravala. Že 7 let nisem na nobenem družbenem omrežju in mislim, da so me številni že pozabili. Nove generacije me pa sploh ne poznajo. Če danes nisi na družbenih omrežjih, nisi nikjer. Sam sicer res vsako leto izdam eno knjigo in te so potem deležne dobre promocije, v tisku, v vseh medijih je objavljeno, da je knjiga išla, ampak s tem se stvar zaključi. Niti ene recenzije ne dobim. Ne zgodi se, da bi kdo kaj samo iniciativno napisal. Ne vem, kaj bi rekel, mislim, da me pozna malo ljudi. Ne znam, ja suprotno, ja mislim, da malo njih zna za mene, nažalost. Jaz tukaj moram dodati. Ja, Jovica Ivanovska ni na socialnih mrežah, ampak ljudje, ki ga berejo, dajejo njegove pesmi na socialne mreže. Tako da o tem niti ne ve. Ne, seveda pač v Makedoniji poezija, tako kot v Sloveniji, se objavlja v zelo majhnem tiražu, to je največ 300 izvodov, 200 do 300 izvodov. Razlika je pa v tem, da v Makedoniji pesniške zbirke so precej cenejše, tako da v bistvu, če je festival ali predstavitev knjige, ljudje kar kupujejo knjigo, takrat v bistvu največ jo kupijo, kar se pa tudi v Sloveniji ne dogaja niti na predstavitvah knjige, ker tudi takrat je knjiga draga. Seveda tudi na knjižnem sejmu in tako naprej. Tako da v bistvu, če je kakšen festival, kot recimo Skopski pesniški festival, na katerem si nastopil, si sam ugotovil, kako je mlado občinstvo tam, in kakšne ovacije imajo za pesnike, ki jih imajo radi, kako jih potem tudi berejo. Kot pa sem povedala, on je malo daleč od tega akademskega sveta, ki pa piše recenzije, ki piše, ne vem, doktorske disertacije in tako naprej. Jaz pa mislim, da je v bistvu bolj pomembno, da ga berejo navadni bralci, kot da nekdo piše o njem, ampak ga ne bere, na nek drugačen način. Tako da njegova poezija je precej živa in živahna, če tudi se seveda sam niti ne more zavedati tega, Znači, Lidija je to rekla, znači, moje zadnje nekoliko knjige so sam izdat. Torej, kot je rekla Lidija, zadnje moje knjige so išle v samozaložbi, v nakladi kakšnih 300 izvodov. Največ knjig prodam na promocijah. Na zadnji promociji sem prodal 120 izvodov. Potem so tu še knjigarne. Tja odnesem po kakšnih 5-6 primerkov in se oglasim čez pol leta. Ko vprašam, ali so prodali kakšen izvod knjige, izvem, da so enega ali da niso prodali nobenega. Tako da je moja izkušnja taka, da se v knjigarnah te knjige ne prodajajo. Vedno mi ostane 50 ali 60 knjig. Tako da uvijek mi ostane po 60 knjiga. Za novu promocijo knjige. Za novu promocijo knjige. Ampak 120 knjig na predstavitvi knjige, to je ogromna številka za eno majhno Makedonijo. Gospod Ivanovski, vaša poezija temelji na neposrednem jeziku in je precej komunikativno in nehermetično naravnana. Kako pomembna vam je kot avtorju komunikacija z bralci? Pa meni je jako bitna. Važna je komunikacija. Ja pišem, a njima to treba da se dopadne, da im se sviđa i da kupe moju knjigu. To je Zelo mi je pomembna. Komunikacija je pomembna. Jaz pišem, bralcem pa mora biti to všeč, da mojo knjigo kupijo. To je naša komunikacija. Šalim se. Glejte, jaz pišem povsem drugače. Poezija je lahko elitistična oblika izražanja. Sam pišem v običajnem jeziku za običajne ljudi, kar sem navsezadnje tudi sam. Tako, to sem imel zapisano ob tem vprašanju. Nisem imel povedati nič pametnejšega. No. Pomembna je komunikacija. Če nisi na družbenih omrežjih, te komunikacije nimaš. Ljudje nimajo mojega elektronskega naslova ali telefona, da bi se mi oglašali. Se mi pa zgodi, da srečam ljudi, ki me prepoznajo. To se mi zelo redko zgodi. In da me pohvalijo, povedo, da berejo mojo knjigo. Nedavno se mi je zgodilo, da sem na razstavi srečal odličnega slikarja, karikaturista. Starejši je od mene, ima okoli 77 let, no, vse ni pomembno, in mi reče: "Joj, 3-krat sem prebral tvojo knjigo." Pa sem mu odvrnil:
Je nisi razumel ali ti je bila tako všeč? Malo se je razjezil, a sem mu rekel, da se šalim, da sem razumel in hvala. 3krat ni malo. Rekel sem, šalim se, znam, da ti si ukapiral sem, hvala ti puno, mislim, 3 puta nije malo. V današnjih časih, polnih najrazličnejših kriz, hitenja, površnosti, se nekaterim zdi branje in pisanje poezije privilegij. Nekaterim se zdi nepotreben luksus, spet drugim, ti so redkejši, pa je to nujni del mentalne osebne higiene, če lahko tako rečem. Kako vidva, gospod Ivanovski in Lidija Dimkovska, gledata na to? Gospod Ivanovski, vaš pesniški govorec se je v zbirki z naslovom V senci reklamnega panoja iz leta 2005 v pesmi Še je prostor za nas neprilagojene humorno opredelil za prav takega, torej za neprilagojenega. Po drugi strani pa v pesmi Pisanje te je rešilo, to je pesem iz zbirke Morje mi sega do kolen, ki je šla leta 2016, tam pisanje poezije prikažete kot rešilno bilko ali oazo, ki vas ohranja pri življenju. Kaj vam torej pomeni poezija? Možda je poezija izlična neophodnost. Pa ne znam, uvek je bilo na svetu težko živeti. Morda je poezija absolutna nuja. Ne vem, na svetu je bilo vedno težko živeti, vsaj za večino. Vedno so bile vojne in te vedno bodo. Človek se tako včasih vpraša, čakaj, kaj pa vendar sploh počnem? Pišem pesmi. Je to normalno? Ljudje umirajo v rovih, jaz pa pišem poezijo. Toda to vprašanje so si pisci postavljali že pred stoletji in vedno so pisanje nadaljevali, kajti pisanje konkretno je mene rešilo v vseh pogledih. Če ne bi bilo pisanja, ne vem, kaj bi bilo z mano. Veliko mojih prijateljev je odšlo na drugi svet, ker niso imeli ničesar, česar bi se oprijeli, nobene rešilne bilke. In to je zame poezija. Ta slamica, za katero se ujamem, se je čvrsto držim in ne vem, to bi bilo približno to. Slamčica, za koju se uhvatim, držim se čvrsto i ne znam, to bi otprilike bilo to. Ja, absolutno, poezija, če ni nuja, potem boljše, da ni v tvojem življenju, a ne? Pač v življenju je toliko stvari, da ali je ali ni poezije, v bistvu je vseeno za človeka, ki ima en kup drugih ali težav, ali pa ne vem, radosti, karkoli. Tako da poezija mora biti dejansko kot dihanje, a ne? Da brez tega ne more živeti. In če govorimo o poeziji Jovice Ivanovskega, to se čuti v njegovi poeziji. On piše tako veliko in te knjige so precej zajetne, bi rekla, ne, za poezijo. Tako da v bistvu ja, v njegovi poeziji se čuti, da je poezija za njega rešitev, ne, da je neki filter, da je izhod, da je neko zdravilo. Ampak je pa zanimivo in v tem je vrednota te poezije, da to postane tudi za bralca. Jaz, ko berem njegovo poezijo, dejansko se, ne vem, boljše počutim, najdem v njegovi poeziji to, kar bi sama recimo povedala na nek način, se poistovetim, ta identifikacija v bistvu je zelo, zelo pomembna. Z njegovimi pesmi mi se zelo lahko identificiramo, zaradi tega, ker vsi preživljamo ta stanja, o katerih on piše, samo ne pišemo o teh stanjih, ne vem zakaj. Nekateri seveda pišejo ali pišemo, ampak on dejansko je ujel vsa ta eksistenčna stanja majhnega človeka, od popolnoma banalnih stvarih do zelo pomembnih stvarih, a ne, torej med rojstvom in smrtjo, vse je v njegovi poeziji in absolutno se vsak bralec lahko najde v teh pesmih. Lidija, vi ste dobra poznavalka tako slovenskega kot makedonskega pesniškega prostora in v obeh ste zelo cenjeni. Kako sami doživljate enega in drugega? Sta si v načelu podobna ali niti ne?
Jaz mislim, da sta si zelo podobni v bistvu makedonska in slovenska poezija. Tako v eni kot v drugi so avtorji, recimo kot je Jovica Ivanovski, zelo urbani, zelo narativni, zelo metonimični in pišejo pač o svetu, o življenju, v katerem se zdaj nahajamo, a ne. So pa tudi pesniki, ki še vedno držijo do neke abstraktne, metaforične linije v poeziji. Tako da v bistvu vsaka generacija prinese nekaj, a ne. Seveda pač so različne tudi generacije, bi rekla, ampak ne vem, revolucionarnih pesnikov pač je tudi v slovenski in v makedonski poeziji. Meni je recimo všeč poetika sedanjih mlajših slovenskih pesnikov, ne, ki dejansko postajajo zelo družbeno angažirani, kritični, z neko socialno noto v svojih pesmih. V Makedoniji zdaj se rojeva ena takšna generacija, ampak ne pri vsakemu pesniku ali pesnici, a ne. Različni so si še vedno. Jaz mislim, da še vedno v Makedoniji na sodobne pesnike vplivajo starejši pesniki in pesnice, ki pa so bili zelo zaprti, hermetični, ampak obstaja ena pieta do teh, ne vem, mojstrov besede, ki so jih doživljali tudi, ne vem, kot neke guruje pesniške in še vedno nekega zelo strahospoštovanja, ki pa ni dobro ravno za poezijo, a ne. Mislim, da se moraš osvoboditi vseh avtoritet, da bi pisal svobodno, zelo močno in tako naprej. V Sloveniji tudi je bilo in še vedno nekaj takšnih avtoritet, recimo postšalamunska nota obstaja v slovenski poeziji, a ne, ampak mislim, da nekako vseeno vsak pesnik danes je neka individualizirana poetika. Ne moremo več govoriti o poetiki neke generacije, a ne, kot smo govorili recimo nekje do 70 letih, ampak do 80 mogoče, ampak potem pa v bistvu vsak pesnik, pesnica je svoja zgodba, ne. Jaz mislim, da je v tem tudi pač neka lepota poezije. Pa bi opredelili poezijo Jovice Ivanovskega za družbeno kritično? Absolutno, absolutno. To je ena najbolj družbeno angažiranih in kritičnih poetik v Makedoniji. Ravno zaradi tega jaz obožujem njegovo poezijo. Zaradi tega, ker mislim, da poezija in nasploh umetnost pač mora govoriti o stvarih, ki se nam dogajajo, a ne. Ki se nam dogajajo, o katerih se zavedamo. Seveda, tukaj ne govorimo o tej ideologiji, ne vem, da bi mi morali spremeniti svet, ker to ni mogoče pač spremeniti sveta, ampak mogoče spremeniti nekega svetogleda, ne v nekem bralcu, v neki bralki, to je že nek korak naprej. In Jovica se zelo zaveda tega v bistvu družbeno kritičnega odnosa do sveta, a ne. Pri njem je vse nekako na smeh, ampak tudi na jok, a ne. Torej, nek črn humor in neka tragikomičnost, ki obstaja v njegovih pesmih, je popolnoma povezana z socialno, politično, geostrateško in vse, kar se tiče našega sveta, ne, naših vojn, naših razmer, naše socialne dimenzije. Seveda je antinacionalist, antiglobalist in to se pri njemu izjemno čuti, je antikapitalist. Mislim, on je izjemno angažiran pesnik, ampak ni angažiran v tem konceptu, zdaj pa bom jaz angažiran pesnik, a ne, on piše tako, kot čuti in vidi svet in mislim, da je to ena največjih vrednot njegove poezije. Ja, pa da je zelo samovključujoča ta kritika, kot absolutno, je že sam rekel. On se, na svoj račun najprej, pa potem na drugi. Kakšne velike izbire pa nimaš. Resničnost je, ko si tu. Živ premikaš figure, hodiš na tržnico, gledaš poročila, piješ pivo s tistimi, ki s teboj ne delijo istega mnenja. Nimaš psa, a se proti večeru vseeno odpraviš na sprehod, semaforje poznaš na pamet. Nasproti je velika cerkev, z vseh strani pa te obkrožajo krčme. Resno moraš razmisliti in se odločiti, kaj za Boga bi naredil. Naj se pokloniš hudiču ali pa tukaj z mano lepo spiješ
eno pivo. Tri nosečnice na žuru. Merijo svoje trebuhe in uganjujejo mesece. Tista, ki prihaja s stranišča, bo jutri v 9. Hrana je okusna, a so vzdržne. Tudi cigareto bi prižgale, tudi soprogi negodujejo. 3 stolčki v 3 kotih, kamorkoli že sedajo, so vedno v čakalnici. 3 blažena stanja s siljenjem na bruhanje. Bruhale so tudi lani od tekile in piva. Prva bi imela deklico, druga moškega prvorojenca. Tretja je tik pred eksplozijo. Čisto vseeno mi je, samo naj že enkrat bo. Lažejo si, da so uspešne poslovne ženske, katerih kariera se bo končala z likanjem plenic. Pravzaprav bodo samo še malo noseče in šele potem bodo postale uveljavljene, uspešne ženske. Pisanje te je rešilo. Če se ne bi bal, bi te že zdavnaj objokovali. Strah pred smrtjo te ohranja pri življenju. Prekinitve s slabostmi, trezni rezi, zategovanje ročne pred prepadom. Dnevi, v katerih se skrivaš pred kužnimi ljudmi, v katerih bežiš pred sabo, da bi se našel, v katerih si ubrizgavaš glasbo in poezijo. Prostovoljna karantena brez antidepresivov, s celo tono papirja v prenosniku. Če ne bi bilo pisanja, razcefrane niti, za katero se oprijemaš kot slepi za slamico, bi te že zdavnaj objokovali. Ob zorah, ko je kot bi gorelo, ali nočeh, s katerimi si se boril, da te ne bi požrle, kakor ti požiraš berljivo čtivo, črke sestavljanke, katerih zaporedje zna raznežiti in naježiti, brcniti in podreti. Pisanje ti je rešilo življenje. Kar nekaj tvojih prijateljev je šlo na oni svet, samo zato, ker niso imeli resnične strasti. Življenje brez strasti pa je kot životarjenje na up. Pisanje te je rešilo pred gotovo smrtjo. In kmalu ti je postalo jasno, da v tem nevarnem pesniškem morju, ki ga preplavljajo alkohol, tobak, ženske, nezdravo življenje, pa tudi pravica in iskrenost, malo da ne nikoli ne utonejo slabi plavalci, ampak samo najboljši. Gospod Ivanovski, kakšno poezijo pa sami najraje berete? Pa volim poeziju, ali da ne nabrajam pesnike, ali stvarno volim, kad me nešto izmesti, kad me... Rad imam, da ne bom zdaj našteval pesnikov, ko me nekaj gane, ko se me zares dotakne, ko me preseneti, ko mi razbija tukaj v želodcu, ko me sezuje, to imam rad. Ko sem prvič prebral Gottfrieda Benna, sem si rekel, to je moj pesnik. Po naključju sem v knjigarni začel brati knjigo njegovih izbranih pesmi, jo kupil in odnesel domov. To je zdaj moje sveto pismo. Hkrati je tu še veliko stvari, ki jih imam rad. Najraje od vsega imam Beatle. Gary Oldman je imel nekoč intervju, v katerem so ga vprašali, kateri je njegov najljubši bend. Beatli, je odgovoril. Kateri pa so vaši največji igralski vzorniki, so ga na to vprašali, od koga ste se učili igrati. Od Beatlov, je odvrnil. Tako da so meni Beatli vse in vse. Tako da so meni Beatlesi sve in sve. No, nekateri pravijo, da se ljudje na svetu delijo na tiste, ki so za Beatle in tiste, ki so za Rolling Stonese.
Ostaće samo oni koji preferiraju Beatles. Ne, sviđa mi se osim njihovo delo, zato što... Obdržali se bodo samo tisti, ki so za Beatle. Všeč mi je njihovo delo, to, kako so se igrali, eksperimentirali z žanri. Na eni njihovi plošči lahko slišiš vse mogoče. Žareči so, raznovrstni. Tak želim biti v poeziji, ne da ves čas ponavljam eno in isto. Da rišem, se igram, se iščem ali na primer vrnem k nečemu drugemu, k futuristom. Se z njimi igram in se izrazi resnica. A vse to v mojem stilu. Gre samo za flirt. Ali sve to v mom stilu, ja samo se onako flirtujem. Če vam dam zdaj 3 sekunde za to, da izberete eno pesem od Beatlov, katero bi izbrali? I'm so tired. Mnogo hvala. Molim, bilo mi je stvarno zadovoljstvo. Da, i meni. Lidija, hvala i vama. Puno hvala. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you, but I know what you would do. But it's no joke, it's doing me harm, you know I can't sleep, I can't stop my brain, you know it's 3 weeks, I'm going insane, you know I give you everything I've got for a little peace of mind. I'm so tired, I'm feeling so upset, although I'm so tired, I'll have another cigarette and curse Sir Walter Raleigh. He was such a stupid get. You'd say, putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know I'd give you everything I've got for a little peace of mind. Give you everything I've got for a little peace of mind. Give you everything I've got for a little peace of mind. Spoštovani poslušalci, poslušali ste ponovitev oddaje Literarna matineja, ki je nastala jeseni leta 2024. Z makedonskim pesnikom Jovico Ivanovskim, ki je bil oktobra tistega leta na gostovanju v Ljubljani, in s pesnico in pisateljico, prevajalko Lidijo Dimkovsko sem se pogovarjala Tina Kozin. Prevod avtorjevih odgovorov in njegovo poezijo je bral Igor Velše. Izbrana poezija je bila objavljena v knjigi Ostanite še malo, zbirki izbranih pesmi Jovice Ivanovskega, ki je v prevodu in izboru Aleša Mustarja izšla pri Lud Literatura. Glasbeno opremo za oddajo je pripravila Tina Ogrin, za tehnični vidik je skrbel Robert Markoč. To je bila tudi zadnja epizoda oddaje Literarna matineja, ki sem jo od avgusta leta 2020 urejala Tina Kozin. Zahvaljujem se vam za pozornost, ki ste jo v tem času namenili oddaji in vas vabim k poslušanju drugih kulturno-umetnostnih vsebin programa Ars.